17. seja zagorskega občinskega sveta je potekala na predvečer Dneva državnosti in zato so se z glasbo in poezijo poklonili prazniku. Sejo si je sicer zgodovina zapomnila po zvišanju cen v zagorskih vrtcih. 1. julija so cene v vrtcih višje za 14%. Gre za prvo povišanje cen v letošnjem letu. Delo ravnateljice vrtca pa so svetniki ob tej priložnosti pohvalili. Precej besedi so namenili tudi potrditvi občinskih nagrajencev in postopkov, ki naj bi tekli zoper župana. Župan je svetnike med drugim seznanil tudi s stanjem pri gradnji galerije Šklendrovec, ki traja že zelo dolgo, konca pa še ni moč napovedati. Da, drži to, kar ste navedli, da se občani obračajo na nas glede vprašanja, glede gradnje, dokončanja gradnje galerije Šklendrovec. Težko pa se strinjam, da so precej nezadovoljni, v bistvu so nezadovoljni s tem, da nimajo pravih informacij, sicer pa to gradnjo vsi podpiramo. To je neka naša pomembna regionalna cesta, ki bo po končanju teh del precej bolj varna, s tem bomo tudi lahko kaj več naredili na trajnostni mobilnosti, tako da se veselimo odprtja. Sicer mi podajamo informacije, ki jo pridobimo iz strani izvajalca na naši spletni strani, bi si pa tudi mi želeli več informacij o tem, predvsem o zaporah in o tem, kdaj bo dela dejansko končana. Kar nekaj razprave je bilo na seji tudi glede predlogov za častnega občana Zagorja. Svetniki SLS so problematizirali, zakaj častni občan ne bo Janez Lipec. Ta predlog so podprle številne organizacije in posamezniki. Ob tem pa so poudarili, da preostale predloge podpirajo. Podžupan Adamlje jim je očital politizacijo in izkoriščanje dotičnega imena za strankarske namene. Predlog Kviaza pa je vendarle obveljal in tako so letošnji nagrajenci. Častni občan je Roman Rozina, zlato plaketo bodo dobili Ladislav Kovač, filmsko ustvarjalno društvo Loke Studio in posthumno Franci Cene Koritnik. Srebrno plaketo pa bo dobil Janez Ocepek. Nagrajenci bodo priznanja dobili na slavnostni seji občinskega sveta 31. julija.